Lojze Spacal je v bistvu pesnik, ljubimec krasa. Njegovo ustvarjalno bistvo je ukoreninjeno v tektonskih principih, ki živijo v krasu pravzaprav že vse v antičnih časih, se pravi na konstrukcijski arhitektoniki, temelječi na vertikalah pa horizontalah, vmes je kakšna ekspresivna, zlasti v zgodnjih časih njegove ustvarjalnosti, nemirna, izrazna diagonala. Vse to pa je obravnavano vedno bolj z nekim premislekom in hkrati s poetično intuicijo. Njegova arhitektonika na njegovih slikah je izrazito snovna, njegov oče je bil mizar, snažna, njegova mati je bila perica, če lahko asociativno vse to povežem. Tako da je to človek, ki izhaja iz nekega praprvinskega odnosa do materialnosti, do umeta, do lesenih snovi in podobno. Obenem je pa s to svojo pesniško pronicljivostjo vse to vendar tudi dematerializiral, tako da je ta njegova umetnost tudi vse bolj izrazito duhovna, arhaična, primarna kot ljudska pesem, hkrati je pa vedno bolj rafinirana, tako da je mogoče v njegovih prejemih iskati tudi reflekse seveda najmodernejše sodobne ustvarjalnosti, ne samo ljudskega izročila. Vse to pa je povezano neko izrazito spancalovsko sintezo, ki korenini vedno na istih temeljih, variira v neštetih oblikah in se preraja tudi v tem smislu, skratka, ki je povzročil idejo na to razstavo, za to razstavo, ki nosi naslov Matrica, grafika, slika. Spacalova umetnost je izrazito instinktivna, primarna, prvinsko naivna, zlasti na začetku. Skratka, je bil on naiven, skoraj ljudski slikar, sploh ni študiral slikarstva, ampak je nekoč, skratka, no to je znana legenda po sliku krsto, s katero je usrečil nesrečne starše, majhne deklice, ki je bila namenjena, in takrat začutil to njegovo poslanstvo. Potem je sicer hodil skozi različne šole in galerije, je se dosrkovase, vstojil pa do kraja prvinski, čeprav hkrati svetovljanski, modern umetnik. On je bil svoj Slovenec, živel je čez mejo v Trstu in je imel tudi posebno, po drugi svetovni vojni, posebno pomembno zgodovinsko vlogo tudi za razvoj slovenskega slikarstva, kajti po vojni, v času socializma in tako naprej, je veljala seveda zahodna moderna umetnost v glavnem za dekadentno, on je pa Slovenec, ki je lahko svoj pogled na to umetnost s svojimi deli prikazal tudi na Slovenskem, zlasti ker, če tudi so moderno umetnost celo Miheliča takrat zanikovali in podobno zavračali, ker je bil protikomunist in mu niso mogli seveda kakšne dekadence ideološke učitati. In zato se cela generacija umetnikov, ki so se skušali utrgati od realizma in se upreti neke arhaične, primarne umetnosti, najizrazitejši taki ustvarjalcev, naprimer danes že klasik Marko Šušteršič, oprla in sklicevala na Spacalovo umetnost. Če tudi Spacal je bil z početka prvinsko naiven, oni so se pa trudili, da bi hoteno postali primarni in naivni. Tako da je Spacal pustil velik pečat na celi vrsti naših umetnikov in je bil v nekem smislu nek vzor, pa tudi idol. Po drugi strani je pa seveda bil v širokih krogih, naprimer sem z mnogo mesta na Dolenjskem, kjer smo se občudovali vsi svet slikovitega Jakca, podobno realizem, slikovita umetnost, s to svojo primarnostjo, ostrimi potezami, hoteno naivnostjo, nek tujek in so ljudje zelo s težavo to sprejeli vase. No, danes iz distance seveda je razvidno, da je Spacal klasik, je naiven, primaren, kar je njegova seveda hvalevredna lastnost, obenem pa nikakor ne diletant, ampak mojster svetovnega formata, ki je seveda tako svojo likovno občutljivost izvežbal oziroma naredil občutljivo, da je vse to infiltriral, tudi Odmeve, kot sem že rekel, svetovne umetnosti, Miroja in tako naprej v svojo ustvarjalnost, ki je zato res težko razložljiva, niti ni potrebno razlagati, seveda pa ne samo videti, ampak tudi začutiti neko prvinsko intuicijo, neka življenjska moč je noter, poezija in tudi magičnost. Na začetku pa sploh ne izhajajo iz magičnega realizma, kar pomeni, da s svojimi začudenimi očmi
s katerimi se je že kot otrok, kot je napisal in izjavljal, prebujal in občudoval ljudsko umetnost in tako naprej, z začudenimi očmi enostavno prebujal resničnost, ki se mu zdela hkrati nadresnična, metafizična in podobno. Po drugi strani pa človek seveda kraška korenina odpeta, trdoživ, odpeta do glave, naraven, primaren človek, delavec v bistvu, in je to svojo primarno intuicijo, poezijo združil s tem rokodelstvom v neko tako umetnost, ki je težko kaj dodati, težko kaj vzeti, ki je monumentalna, ostra, skrate pa tudi čustvena, lirična, mehka in tudi tiha, je neka tišina, hkrati pa tudi poezija. Ponekod je mogoče zaslužiti zvenenje škržatov. V času po drugi svetovni vojni sta bila Jugoslavija in v njenem okviru tudi Slovenija kljub zapovedani ideološki, kulturni politiki sorazmerno zelo odprta za sočasne pobude visokega modernizma, ki so prihajali iz Evrope. Pri tem so prednjačili zlasti ustvarjalci, ki so prihajali iz zahodnega roba dežele, z Primorske. August Černigoj, pred njim Veno Pilon in seveda Lojze Spacal. Njegovo delo bržkone šteje že v tem času, takoj po vojni, pa v vseh naslednjih desetletjih njegovega ustvarjanja za vrhunec modernistične umetnosti v Sloveniji. Njegov princip ustvarjanja je seveda v izhodišču vezan na krajinsko spodbudo domačega krasa, ki sam na sebi ponuja izčiščen, formalno strukturiran ambient, ki ga je na način tako značilen za modernizem razvijal na način serialnega ustvarjanja. Se pravi, da je motiv ponavljal v številnih variantah, v najrazličnejših medijih in ravno tu se kaže njegovo največje mojstrstvo. Podobne motive je razvijal tako v grafiki, v slikarstvu, jih apliciral v mozaik in tudi v tapiserijo in na zelo nenavaden in izviren način je uporabljal tudi lesorezne grafične matrice, ki jih je naknadno po uporabi, po odtisu grafične serije še obdelal, pobarval in jih samostojno razstavljal kot reliefe oziroma kot samostojna slikarska dela. Ne glede na lokalni genius loci, ki je seveda vezan na Kras in Primorsko, je Spacalova umetnost univerzalna v smislu simbolnega nagovora in pa predvsem po formalni plati v tem modernističnem načinu ponavljanja vzorcev, ki pa so pri njem vedno znova unikatni in v kombinaciji z njegovim izrazito rokodelskim pristopom pri vključevanju različnih materialov v slikarsko materijo na način kolažiranja je razvil nekakšno zgodbo, ki je prepoznavno spacalovska in tudi to je značilnost modernizma. Iznajti formulo in obrazec, ki nekako funkcionira kot vseprisotna zgodba življenja, nekega določenega okolja, človeka v njem, ki na Spacalovih realizacijah sicer ni nikoli fizično prisoten, vendarle pa ga čutimo v ozadju in izraža nek globok humanizem, ki je ena posebna plat Spacalovega ustvarjanja. Spacalova umetnost je seveda upisana v Olimp slovenskega povojnega likovnega ustvarjanja in zato ga dobro poznamo, vsekakor pa vedno znova vsaka nova predstavitev ponuja neko dodatno, novo in drugačno izhodišče. Za razstavo, ki jo letos v sodelovanju z drugimi slovenskimi inštitucijami pripravljamo v Koroški galeriji likovnih umetnosti, smo izbrali pristop, ki bo izpostavil na nek način prav, na didaktičen način, izpostavil ta njegovo lahkotno sprehajanje skozi različne likovne medije. Se pravi, da bomo skušali enak ali pa podoben likovni motiv pokazati v vseh teh variacijah najrazličnejših likovnih pristopov. Se pravi, da bomo za izhodišče vzeli celo fotografijo, ki jo je on lastnoročno posnel v teh svojih kraških ambientih in potem pokazali realizacijo v teh različnih medijih, se pravi, skozi grafiko, skozi sliko, skozi mozaik, celo nekatere realizacije
za tapiserijo, ki pri njemu nikoli ni bila samo nek komercialni odmev njegovega siceršnjega likovnega ustvarjanja, ampak je tudi tapiserija sama zase nekakšen svoj medij, ki nagovarja z enim novim, drugačnim likovnim jezikom, ampak v okviru njegovega prepoznavnega likovnega sveta. Spacal je bil redko beseden, zadržan, pa zelo, zelo ljubezniv človek in prav taka je njegova umetnost, ne, monumentalna, kakršen je bil sam, ljubezniva, neposredna, hkrati pa odmaknjena od realnosti in svoje snovnosti docela realna. Tako da one hkrati, neke slike so hkrati abstraktne in emanacija materializacije, pravzaprav snovi, ki obvladuje zemljo, iz katere vzplamteva ali pa na dnu katere počiva pač duh. On je bil taka prvinska oseba, ki je vse sintetizirala v neko redkobesedno zgoščenost in primarnost in se prežimala s poezijo. Zato je taka nepogrešljiva postavka seveda v naši umetnosti. Ena znamenitejših slikarjev klasikov, ki so ga seveda že dovolj zgodaj pri nas umetniki spoznali in pisci, pesniki, umetnozgodovinarji, ne samo zaradi njegove modernosti, ampak tudi zaradi te primarne poetičnosti in izraznosti, ki jo je nosil v sebi. In zato so njem pisala plejada naših najizbornejših piscev, naprimer Emilijan Cevc, večkrat je pisal o njegovi umetnosti kot hiši kraškega kamnarja, in je videl prosto pogete v njegovi ustvarjalnosti, hkrati poezijo in resnico. Njem je svoje speve seveda pisal Kržišnik. Strašno pri srcu je, kadar srečava, mi pripoveduje Cirilu Zlobcu, ki je sodobni pesnik Krasa. Vsi so ga primerjali že s Kosovelom. Išla je knjiga, kot veste, ne, Spacal in Kras, ker je mogoče primerjati fotografije, resnične podobe Krasa, ki danes žal se bolj izginja, izhajale so že seveda opozorila, Krasu zvoni. Spacal je pa to odrešil za vekoma iz svoje umetnosti, pa hkrati njegova umetnost nikakor ni dokumentaristična, čeprav je pristno do kraja primarno kraška, ampak je, skratka, on se to predpesno in bistvo tega Krasa spojil s sabo. Tako da so to absolutne univerzalne umetnine, če tudi izhajajo z nekih regionalnih, pokrajinskih izhodišč, seveda nikakor niso pokrajinsko omejene, ampak univerzalne. Ne pa nek prared, ki je najbolj ukoreninjen res v Mediteranu, iz katerega slikar izhaja. No, Marjan Pogačnik je bil tudi eden slikar, grafik, njegovih velikih občudovalcev, ne večkrat rekel seveda, da tiste diagonale, ne, ki ta klasičen nemer včasih vznemirjajo, ruši in podobno, da so pa mogoče izraz njegovega porekla, ki ni bilo samo mediteransko, ampak naj bi njegovi predniki izhajali tudi iz Tirolske. No, zelo zanimivo je, da so njegova zgodna dela nekatera tako ekspresivna, da so jih zamenjevali celo z deli ekspresionistov. Ta kasnejša, ko je pa svojo umetnost se bolj, če tako rečem, z nemarno besedo prečiščeval, ne, čistil, je pa dejansko dosti tako spokojna, na videz prazna, hkrati pa polna njegovega doživetja in neke odrešujoče tišine, ki govori o deželju, pokrajini, hkrati v svetu nasploh in v človeku, Spacalu, edinstvenem mojstru, ki je to uzrl in znal izraziti, hkrati kot rokodelec in kot pesnik.